Dobro večer, spoštovane in spoštovani. Nova izdaja svetovalnih pogovornih oddaj, ki jih pripravljamo v sodelovanju z gibanjem Aktivno srce na kvadrat. V tokratnem pogovoru bom z mojima izjemnima gostoma iskal odgovore na vprašanja, ki izvirajo iz življenjskega trikotnika. Biti na vrhu, boleč, trd padec na dno in znova priplezati na vrh. Peter Ostraž, mednarodni priznani coach, in Boris Venes, ustanovitelj gibanja Aktivno srce na kvadrat. Dobro večer in dobrodošla. Dobro večer, hvala za vabilo. Dobro večer, enako. Za uvod vaju bom vprašal to. Oba vsak na svojem področju z znanjem in tehnikami pomagata ljudem pri iskanju rešitev za probleme, v katere so zapadli. Kako vidva razumete to svoje poslanstvo? Oba sta na tej življenjski premici doživela številne preizkušnje, ampak bila sta jim kos. Ali drugače povedano, išla sta kot zmagovalca, kar je zelo pomembno. Peter, kako vi gledate to svoje poslanstvo? Stvar je v tem, da vkolikor želiš neko poslanstvo prenesti na druge, je poanta v tem, da moraš sam nekaj doživeti. Pomeni, da doživiš rock bottom, kot bi rekli Angleži oziroma Američani, dno, da lahko komaj rasteš. Mi pa poskušamo, saj jaz z moje strani pa poskušam nekako ljudem tudi počasi pomagati pri teh mostovih, bridžih, da lahko hitreje pridejo do nekih rezultatov, ki jih želijo. To je v bistvu osnova, da nekaj doživiš, imaš neko izkušnjo, katero pa lahko potem predaš tudi kasneje ljudem. Boris, vi ste na to vprašanje že nekajkrat odgovorili, ampak vedno je zanimivo slišati vaš odgovor, ker nikoli ni istoveten. Vedno je nek nov dodatek, kaj bo danes. Dobro, nisem glih razmišljal, kaj sem do zdaj povedal, ampak v redu. Kar se dodatkov tiče, v bistvu življenje te oblikuje, življenje te pelje v določeno smer. Ko smo slišali pač besedo poslanstvo, kot strastni preučevalec starodavnih znanj, povezanih z najsodobnejšimi znanstvenimi odkritji, vedno izhajam iz tistih nivojev, kako se osvoboditi na vseh nivojih, čustvenih, mentalnih, duhovnih in fizičnih nivojih. Se pravi, da je vizija veliko večja, kot pa samo biti srečen, imeti dobre odnose, biti zdrav. In zavedam se, glede na svoje življenjske preizkušnje, številne diagnoze rakov in tako naprej, da je moje telo nekje na vrste laboratorij, na katerega preizkušam v tem fizičnem svetu, ker znanstveno dognano je, da 99,9% smo energija. Se pravi, 0,01% smo pa trda snov. Se pravi, mi smo energija. In pač ta energija je v našem telesu, se pravi, naše telo je nekje potem prevozno sredstvo naše duše in v bistvu se zavedam, da če, tako je tudi Peter že lepo rekel, če ne bi bilo vseh teh številnih preizkušenj, da ne bi bil, ne vem, da za zadnja diagnoza, ki je bila, sem imel samo še nekaj ur življenja, pa vendar, to je bilo 3 leta nazaj, pa vendar sem tukaj, poln energije, radosti, igrivosti in hvaležnosti. Skratka, če ne bi imel teh preizkušenj, bi težko razumel ljudi, ki so depresivni, ki so bolni, ki so žalostni, ki nimajo motivacije, ki nimajo vizije v življenju. A je kaj drugače? Ja, res je. Je drugače. Hvala lepa za to. Peter, da bodo naši gledalci razumeli, o čem bo tekla beseda in da bodo nekako, da jim bo jasno tisti moj uvod, ne biti na vrhu, boleč padec na tla, pa znova splezati na vrh, je potrebno nekoliko pobližje spoznati vašo življenjsko zgodbo. Jaz bom zdaj začel z sedanjikom, vi pa boste se malce zapeljali v preteklost. Ste oče 2 čudovitih hčera, Taje in Kimi, ki ste vaš največji navdih in temelj vaše sedanje preobrazbe, ampak kot rečeno, pojdimo po vrsti. Vračamo se v obdobje, ko ste bili, poudarjam, prvič na vrhu in začeli so se dogajati nekatere stvari, ki so vam temeljito zamajale tla pod nogami in nadaljujete. Ja, hvala za enkratno uvod. No, stvar je v tem, da zelo preprosto, ko si podjetnik, težiš temu, da nekako zadovoljuješ potrebe z materialnega vidika, to meni tudi
da začneš nekaj producirati materialno, priješ na nek nivo, ko imaš 68 zaposlenih, seveda ne sam, tudi svojo bivšo partnerko, Natašo, smo dejansko ustvarili eno krasno, fantastično zgodbo, 68 zaposlenih, preko 2 milijona prometa letnega. In pa priješ na nek določen nivo, ko pa se vprašaš, ali sem res še srečen in kaj me zares osrečuje. Jaz sem tak čisto po domače dosti krat rekel, kaj še bomo kupili, vesoljsko ladjo. Zanimivo, ne? Ko že imaš dejansko kar precej stvari v življenju, naštevaš stvari, ampak za to srečo pa začneš izgubljati. Bistvena stvar, ki se mi pa tu zdi, da pa prenehaš rast. In priješ v eno določeno cono obdobja in to je bila prelomna točka. Jaz sem se skozi v življenju izobraževal, vedno sem delal od magisterija, kasneje sem nadaljeval z doktoratom in tako naprej. Ampak se ustaviš. V redu je zlata, kot reče včasih, zlata kletka. Ne? Fantastično. Ampak vemo, da vesolje nikoli ne dopušča ene stagnacije v življenju. Pomeni vedno nas nekako zvibrira do nekega, da spet zaživimo in da na eno preizkušnjo. Jaz rečem temu, Tony Robbins dosti krat omenja challenge. Challenge makes you alive, ali pa challenge ali pa preizkušnje te delajo živega. In ravno takrat v tem challengeu sem jaz ponovno spet zaživel. Je pa res, da če so še malce v tem obdobju, je bilo za vas zelo težko obdobje, bolezen staršev in tako naprej, ne? Ja, res je. To, dokler človek tega ne da skozi, sam ne more tega razumeti, ne? Mama je imela Parkinsonovo bolezen, sicer diagnosticirali nikoli nisem, ampak po stanju človeka, ko vidiš, ko človek dejansko izgublja z dneva v dan, ni več mama, ne, to je ena izmed zelo, zelo težkih preizkušenj, ki jih dosti ljudi ne razume. In ko zgubljaš mamo, je tista stvar v življenju, ko včasih je v redu, če nekdo umre, pa če še okej, ne, se pač poslovimo na nek način, ampak to pa, ko vidiš, kako človek dobesedno izgublja svojo integriteto, svojo entiteto, ne, tudi na koncu koncev, da je on, ti pa si del te zgodbe, je zelo, zelo težko in to se mi zdi tudi eno povodo tudi tega mojega kompletnega razvoja ali pa da sem zašel na pot alkohola že prej, ampak v tem momentu pa, ko ne veš, kako bi dejansko pomagal, odreagiral, pomagal predvsem sebi. To je bistvena stvar. No. In smrt se sooči z očetom, potem mamo, mama je rekla čisto tako pošteno, Peter, pridi k meni, živi pri meni, ker živimo en štok, eno nadstropje višje v hiši. Jaz sem tudi svojo družino. Ko daš človeka v dom, ko se pa ne moreš več pogovarjati, dejansko s človekom je pa to ena izmed tistih prelomnih točk, no, ko se človek lahko tudi zlomi. Hvala lepa, da delite to vašo življenjsko izkušnjo z širšo javnostjo. Zagotovo boste na ta način komu dali tisto dodatno moč, energijo, ko bo v nadaljevanju pogovora videl, do kje ste prišli. Ampak malo moramo še tukaj se ustaviti, kajti tega je žal v naši družbi preveč. Zatekli ste se k alkoholu kot pomoč. Res je. Alkohol je tako splošno znan v Sloveniji, že kot nam pravijo na Štajerskem, že položen v Zibiku, ampak v Mariboru 0,5 ali 0,3 je že v zraku. Ampak zelo zanimiva zadeva pri tem alkoholu je tak, da se začneš počasi zavedati, da res piješ. To zavedanje se je okej, ampak menjaš, da kaj delaš s pitjem, ne? Ti danes piješ, ampak danes premostiš problem, danes je super, nekaj pa jutri. In ta problem, ne, te premostitve nisem znal drugače kot z alkoholom. To je bila tista stvar, ki me je nekako osvobodila v tistem trenutku. Fajn sem se počutil, super je bilo, ampak do nekega momenta, dokler pa dejansko ni, jaz rečem temu narekovaj, grdi Peter prišel ven, ki sploh nisem jaz, ne, v resnici, ker moja stara mama vedno rekla, ne, šnops te dela hudobnega, po štajersko, ne, ja, ampak ne, stvar je enostavno tem, da sem in vedno več, tudi družba je taka, da gremo na odbojko, pa spijemo nekaj, pa potem, ne, in to je potem prišla že v petek zabava, pa na Štajerskem čaga, po domače, ne, pa v soboto, v nedeljo je že sanacijski, ne, in piknik in tako naprej, in pride iz tedna v teden, dan iz dneva, ne. Tako da to je v bistvu stvar, da se človek niti ne zaveda, kako hitro pade v ta odnos, narekovajih z alkoholom, ki pa je na koncu posledica dostikrat do velikega propada pri ljudeh. No.
Kaj bi bil tisti ključni trenutek pri vas, da ni prišlo do tega, kar ste ravno kar dejali in da ste danes tukaj in da v bistvu tudi s temi svojimi izkušnjami, bom rekel, brezpogojno pomagate ljudem? Breaking point, pa ključni moment v mojem življenju zagotovo bilo, ko sem prišel po zdravnica gor, ne, pa ko je hčerka rekla, a ti ne pi več. Mislim, da je to. No. To je bil ta najmočnejši motivacijski moment. Ja, pa jaz sem že prej, ne, se eno leto recimo ne piješ, ne, pa rečeš bom en mesec, pa jaz rečem dan po dan, ne, nikoli ti ne morem obljubiti, da nikoli več ne bom pil, lahko ti obljubim, da danes ne bom pil sam sebi, ne. Je stvar enostavno v tem, da vse sem zgubil, v narekovajih, razen sebe in vedno sem si rekel, lahko me upogibate, zlomiti me pa ne morete in tudi alkohol me ne bo zlomil. To je bistvena stvar, kaj je bila v mojem življenju. Ko ta je prišla, pa ti rekla, a ti ne pi več, prosim. Kaj vse zgubiš, ne? Pa se sploh ne zavedaš, da imaš. In ta hvaležnost, da sploh imaš, ker stvari postanejo, ne da je to postane kar normalno, je pa naravno. In ta osnovna hvaležnost, ne, da rečeš, bistvena stvar je tudi zavedanje, da začneš zgubljati spomin, da te ljudje več naresno ne jemljajo, kljub temu, da si mogoče mislil povedati neko stvar, ampak ko si alkoholiziran, poveš na drug način, kot bi povedal, če bi bil trezen, kljub temu, da si imel dobro misel ali pa neko idejo. To, no, v glavnem. In potem na tej točki ste v bistvu pogledali vase in ste rekli, zdaj je pa čas, da jaz znova počasi iz totalnega dna se začnemo spenjati navzgor. Ja, je bilo težko? Pogledal sem se v ogledalo. In zdaj te besede sem takrat rekel, ne, sem rekel, lahko te upogibe, lahko vse ne zlomiti, pa te nihče ne more razen sam. Ne. Če je bilo težko, veste, jaz se v življenju nikoli ne ukvarjam, ali je težko, ali je lahko. Ne postavljam si teh vprašanj. Dosti krat, ko sem bil na Dunaju na maratonu, ne, sicer 21 kilometrov, me je kolega, ki je zraven tekel, joj, te bolijo kolena, ti je težko. Nisem o tem niti razmišljal. Enostavno sem se sprejel odločitev, zavestno odločitev, izbral iz tega moč, energijo, strategijo, na kak način bo pristopil do prvega koraka in sem rekel, kako bo. Ni mi bilo težko. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je telo že reklo, Peter, dovolj je pitja. In to je tudi eno od rezultatov, ker ko ti spiješ nekaj zjutraj, pa greš takoj bruhat čist po domače, to pomeni, telo je reklo, ne, dovolj je. Ne prenesem več alkohola, preveč je. In potem rečeš, ok, ne, možgali pa, ali pa ne, naš podzavestni pa še vedno reče, pa daj še eno, pa daj še kozarček, pa še malo, ne. To je to, dovolj, dost. Boris, vedno je zanimivo slišati, kdaj so se vajne poti prekrižale. Torej, vsak gost, ki ga pripelješ, ima eno tako zanimivo zgodbo, kako sta se vidva našla. Ne? In ti vedno rečeš, moram pojasniti, da se z Borisom že tako dolgo poznava, da včasih tudi uide na ti, čeprav smo se dogovorili, da se bomo vikali. Boris, vedno pravite, da ni naključje. Tudi tukaj ni bilo naključja. Jaz verjamem, da smo se nekoč in nekje izven prostora, izven časa dogovorili, da se bomo ponovno srečali. In smo rekli, ne, vi boste direktor na televiziji, jaz bom imel aktivno srce in kot po naključju bova prišla skupaj, zgledali bo kot naključje, ampak midva sta se to nekoč in nekje dogovorila. In tako je bilo tudi s Petrom. In sicer on se je odločil, da pač to bo sam povedal, ki je slišal za aktivno srce in mu je bila ideja očitno zanimiva, kontaktiral našo koordinatorko, Katjo, in sta se dogovorila, da je on tudi v samem sklopu brezpogojne pomoči za sočloveka, živali in naravo. In ko sem pač seveda vsačega pogledam, njegov življenjepis, pač javno dostopne podatke na internetu, podaje, če jih je snemal, karkoli, ker pač glih, bom rekel temu,
ne vzamemo vsakogar, ne? Čisto glih pogovorensko, ne? Ravno ne vzamemo vsakogar. In sem videl, da ima zelo zanimivo zgodbo in sem rekel, Kati, sem rekel, super, evo, pa je še en srčen človek pristopil. To je bila, in midva se nisva ne slišala, ne brala, ne poznala. Potem je pa naša kolegica iz razvojno-upravnega odbora Gibanja Aktivno srce je povabila, da gremo na eno konferenco podjetnikov v Ljubljano, v Kristalno palačo. In v bistvu se mi ni dalje na vse te podjetniške zadeve, ne. Saj tam sta bila tudi videla z Ireno, ne. Ampak, ker je tako lepo rekla, sem rekel, ok, pa grem, pa še en podjetniški dogodek, ker pač glede na to sem cel življenje podjetnik, tega bo že mogoče malo preveč, ne. No, in tam Peter pristopi in me pač ogovori in sem hitro povezal obraz in sva se spoznala, začela klepetati in to je bilo to. Zelo preprosto. Energetsko sta se hitro ujela. Jaz verjamem, da vsak vibrira na določeni stopni zavedanja, zavesti in da v tem kontekstu prideš v resonanco s tem človekom. Ker mi smo vsi nekje, tako sem že rekel, energijska bitja in lahko govorimo, leporečimo, ali kakorkoli hočemo dati kakšen vtis, ampak tista energija, ki jo mi oddajamo, ta energijski prostor, ta aura, kot ezoterično se rado reče, nas obdaja in te energijska polja se med seboj združujejo, povezujejo, se čutijo. In sva se pač začutila in mogoče pa naprej ti nadaljuješ. Ja, ravno sem želel reči, da dolgujete odgovor na Borisovo vprašanje. Kaj vas je prepričalo, kako ste sploh prišli do Gibanja Aktivno srce na kvadrat? Čisto slučajno tudi. Enako, tudi do Borisa. Čisto slučajno. Ne? Prvo vprašanje, ki mi je Boris na tem vprašal, pa, če že kaj vemo o njemu, sem rekel, zelo, zelo malo. Ne? Če kaj vemo o ostalih stvarih, tudi ne, govorimo o tem. Vašo oddajo sem gledal, kjer je Katja snemala na Aktivno srce in se mi zdi zelo zanimivo, ampak jaz bi šel nazaj, kako smo prišli sploh do Borisa, verjetno tudi to zanimivo, ne, na kak način. Jaz sem študiral Jima Rohna tudi in on vedno pravi, da manj kot 5% ljudi ima dejansko tale člansko izkaznico od knjižnice in ne uporabljamo knjižnic, kljub temu, da so zastonj pa vir znanja je v knjigah. In sem si šel sposoditi eno izmed knjig in od zadaj, ko sem to knjigo do konca prebral, vedno preberem še, kaj so priporočljiva štiva za naprej. In eno od teh je bilo ravno Boris Vene omenjeno. In sem začel razkazati, pa sem rekel, ok, verjetno pa si bom šel sposoditi še od Borisa Veneta knjigo, ne, pa Nikola Grubiša, ne. Sem se šel, pa sem si sposobil, pa je ni bilo, pa sem potem še enkrat. In sem začel to predelovati in čitati. Pa mi je bilo zelo, zelo zanimivo. No in potem v tem času, pa je nekaj minilo, pa Katjo vidim na televiziji, pa grem gledati to, jaz pa vedno gledam na to, na kak način lahko res brezpogojno tudi jaz pomagam, ker to je moje vodilo celega življenja, že od otroštva dalje, ampak se mi zdi, in potem sem se povezal, sem rekel, to je bila pa super ideja, če bi lahko tudi jaz svoje znanje, ki ga dejansko pridobivam v tujini, večinoma tudi delam v tujini, da ga lahko prenesem pa tudi na slovensko področje, ker ti sem rojen v Sloveniji, sem Slovenec in z veseljem in s pravo radostjo tudi delim Slovencem ali pa Slovenkam to, kaj lahko predvsem pa otrokom. In to je tisto, kaj smo potem sem se peljal v Ljubljano, pa sem razmišljal, kaj bi bilo fajn, če bi z Borisom mogoče skomuniciral, no in kaj se zgodi, pridem na to, ker sem bil tudi jaz čisto slučajno povabljen, jaz sploh ne vem po kakšni logiki, ampak sem bil čisto slučajno, slučaja pa ni, ne. In seveda zagledam Borisa, sedi pred mano in pravim, kaj vi ste Boris Vene, in Boris reče, jaz sem te spoznal. Tako da je zanimivo, no? In rezultat je, da smo mi trije danes v studiu televizije Vaš kanal in se pogovarjamo o življenjskih izkušnjah in poskušamo narediti nekaj dobrega za širšo skupnost. Preden bova povedala kaj več o teh vaših izkušnjah, kako vi poskušate brezpogojno pomagati ljudem. Je pa pomembno, da se vrnemo še malo nazaj ravno iz tega razloga, da bodo ljudje
videli in razumeli, da nobena stvar se ne zgodi samo od sebe, ki je potrebno delati. Vi niste, da rečem, delal fizično, ampak ste investiral v sebe, v svoje znanje, ko ste se odločili, da je potrebna sprememba. Ja, tu bi dodal še to, da sem tudi fizično kompletno naredil regeneracijo telesa. Jaz nisem mogel prehoditi zelo težko kilometer 2, ko je telo prepito in sem seveda aktiviral telo. To je prva, druga stvar pa seveda izobraževanje. Pridobivanje znanja, pa ne toliko znanja, ker znanja imam ogromno, razumevanje. In začel iskati, hvala Bogu, da se je v moje življenje pridružila Martina, katera je prišla iz tujine iz dejansko konjskega športa, bila top v tem športu in me je spoznala prvi za Tony Robbinsom. In s Tony Robbinsom in tudi rekla, Peter, jaz sem coach Tony Robbinsa, kaj bi to za tebe pomenilo, in sem se v tistem momentu hvaležil Martini do konca življenja. Je stvar enostavno v tem, da sem potem tudi jaz šel v coaching program, začel potem z Bobom Proctorjem, naprej nadaljeval, plus tega se izobraževal še pri ostalih in se mi zdi, da je tako pomembno, da ne obstaneš na mestu, ko smo že prej govorili o coni obdobja. Ni se moje šolanje končalo za srednjo šolo, nisem moje šolanje končalo z tem, ko sem šel potem na magisterij in kasneje na doktorat, ker pa navadi se takrat konča. Ampak konča se kaj? Pridobivanje ene količine znanja, ki ga uporabiš ali ne, večino sem tako pozabil, odkrito povedano, čisto, ne, ampak eno razumevanje. Kdo pa mi je dala to širino, zakaj se je nekaj zgodilo, ker mene vedno zanima tudi zakaj. No, še ena povezava med vama. Tudi Boris se vas čas zanima, zakaj. Vedno, ko se pogovarjamo tako v studiu, Boris poskuša nekako izpostaviti, zakaj in poiskati nek odgovor. In še ena stvar je zanimiva. Sedaj, ko sem vas poslušal, umska kondicija, fizična kondicija, tudi tukaj imata zelo veliko skupnega, Boris. Ja, meni je tle fascinantno, ker Peter je v bistvu po tej, jaz temu pravim, novi Peter. Stari Peter, novi Peter je v bistvu mogel shujšati še cirka 50 kg, koliko si imel, koliko 147, koliko? 147,6, ja. Jaz se rečem izpustil. Ne izgubil, ampak izpustil, ja. Ok. V bistvu, ko preučuješ človeka samega, mi smo se danes duše že dotaknili, ne? Pa telo kot tempelj duše. Ampak zavedati se moramo tudi te povezave možgani in telo. Sčasoma naše telo postane naš nezavedni In ta začne pogojevati telo in potem se ta, bi lahko rekli temu, to globoko se v bistvu povežemo telo in da potem, ko se pravi, reče, recimo, kar konkreten primer bo najlažje za razumeti, reče, ok, zdaj bo pa novo leto, po novem letu, zdaj smo blizu tega, po novem letu, s prvim dnevom pa začnem hujšati. In dejansko se odloči. Telo, ker je bil toliko časa pogojevan s temi mislimi, ker misli smo že zadnjič govorili, so ključne, je pa dejansko telo rekel, koliko je že to povedal, in ni bilo nič, tudi tokrat ne bo nič. In mi pridemo do tega nivoja, ker še v Svetem pismu lepo piše, pa nisem religiozen, ampak lepo piše, da je osnova, oziroma da je zelo pomembno skladnost misli, besed in dejanj. Ker mi ljudje smo taki, nekaj pomislimo, drugo govorimo, tretje pa delamo. In recimo, če začnemo, kar se samega coachinga tiče, je to čista osnova, da ti sebe dobesedno natreniraš, mi je bilo všeč ta izraz, ta mentalna kondicija, da sebe natreniraš in spremljaš vsako svojo misel. Ampak seveda, potem se postavi vprašanje, kdo pa je tisti, ki to spremlja? Naša zavest. In recimo, znanstveno je dokazano, da 90% in več bolezni je psihosomatske narave. Mi se zmeraj bolj zavedamo in ta znanje je vedno bolj prisoten, da dejansko mi, da lahko funkcioniramo,
skozi vse te strese, ki jih imamo, da si govorimo o nedoločene zgodbice o samemu sebi in večinoma, tako smo že tudi poudarjali, v 70% imamo negativne misli. Te zgodbice so v nas toliko močne in nas toliko notranje razdirajo. Ampak kje nas razdirajo? Naše telo kot nezavedni v mišičnih ovojnicah so shranjene naše čustva in naša čustva imajo določen naboj. In dokler ta naboj ne neutraliziramo, izhajamo iz tega, da je negativni naboj, ne? Če vse boleče izkušnje, boleča čustva. In ko jih mi znova in znova podoživljamo, mi delamo nove nevronske povezave oziroma stare nevronske povezave vedno bolj krepimo. Poanta pa, ko pa kontroliramo svoje misli, ko jih nadzorujemo, se pa začnemo zavedati, katere naše misli nam ne pomagajo na tej naši poti. In tisti moment, ko teh nevronskih povezav, se pravi teh misli in posledično teh nevronskih povezav ne uporabljamo več, kaj se zgodi? Da to počasi postanejo tako imenovane neprehojne stezice. Da prvo iz avtoceste postane cesta, potem postane stezica in potem postane neprehojna stezica in potem ti postaneš novi človek. Ker zdaj recimo, ko smo omenili danes že besedo rak, eno od mojih ključnih učenj, ko sem imel oddaje, tako kot jo imamo mi danes, ko so rekli, ste premagal raka. Ne, nisem premagal raka. Ali več njih, ker sem imel pač cel spektrum vsega tega. Ampak zakaj bi premagoval svojega učitelja? Rak je učitelj, ki nas ne pride ubiti, ampak nas pride naučiti, dopovedati, da je strah tisti, ki nas ubija. In ko se mi začnemo zavedati, ko govorimo danes o stresu, da je stres samo posledica, ne pa vzrok. Vzrok je pa strah. Peter, odlična istočnica je bilo vas, v katerem trenutku te vaše celostne prenove, da rečem, fizične, psihične, mentalne prenove razumevanja, kdaj strah, da vam ne bo uspelo. Čeprav ste pogledal se v gledalo in ste rekel, Peter, zdaj grem pa jaz novo pot. Ne. Odkrito povedano ne. Zadajal sem si, ker ljudje si zadajo ogromne cilje. Jaz si zadal tudi pri, recimo, ko sem izpustil težo, si zadal, 5 kg, 10. Jaz sem samo vedel in sem bil odločen, da bom to naredil. In še ena stvar, kaj je bil zelo dober stavek, ki sem ga že prej ponovil, lahko ti obljubim, da en dan ne bom pil. Ne morem ti pa obljubiti, da celo življenje ne bom pil. Nikoli ne morem reči, da celo življenje, lahko pa rečem, da danes ne bom. Zagotovo. In tako rako je zelo, zelo težko. Včasih so preizkušnje, ampak je tudi odnos. Jaz sem se izoliral. Dobesedno zelo pa mi je pasalo v tistem trenutku tudi čas, potem koronskega časa, po vseh teh stvari, ko človek res skozi eno obdobje, ko smo bili malo, nismo bili družbeno aktivni toliko, nisem odkrito povedal, da mi ne bo uspelo, ker vedno, katerikoli cilj sem si zadal, sem ga na nek način dosegel. Če ne že v 100%, pa saj v 80%. Res pa je, da pa je bila odločitev tista želja, goreča želja v meji, da to si zares želim in da tako več ne gre. No, to je verjetno, se boste strinjali, že ogromen del odgovora, da boste uspeli, kajti še malce moram povrtati, mi ne da miru, ker velikokrat je moč slišati različne življenjske zgodbe, ki pa se žal ne končajo po načrtu, tako kot se je vaša. Jaz vem, da vi to prenašate ljudem, ki seveda to želijo slišati. Kaj bi morda zdaj svetovali našim gledalcem? Ker jaz sem skoraj da prepričan, da ljudje, ki nas zdaj gledajo, podzavesti mogoče kdo pomisli tudi, ja, to je vse super slišati, ampak ne gre, ne? Tako kot je Boris prej mal vlekel to hipotetično. Misel nam pride, ja, saj bo, pa ni, ne? Veste, kaj vam bom povedal odkrito eno stvar, ne? Da dostikrat ljudje se sprašujejo, kako narediti stvari. Ne vprašajo se pa globoko v sebi, zakaj.
Zakaj želim neko spremembo, zakaj želim neko transformacijo, kaj je tista stvar, ki si jo pa zares želim, kako pa želim zares živeti. In vprašanje, ali jaz živim življenje mojih starih staršev, mi govorimo o paradigmah, to je podzavestni to je Boris že prej povedal, ne, jaz rečem, da je zavestni, podzavestni in telo je vibracija dejansko podzavestnega uma, ne. Stvar je enostavno v tem, da živimo dejansko življenje 14 generacij nazaj. In res živim jaz svoje življenje, ali živim po standardih in pričakovanjih staršev, okolice, ljudi, ki so okoli mene, ali živim zares svoje življenje. In vprašanje je, zakaj. In jaz bom povedal odkrito, tudi Bob Proctor omenja in tudi stvari so take, 97% ljudi sploh ne ve, kaj si v življenju želi. Kako reče, živimo svoje sanje. Jaz pa vedno vprašam, kaj pa so tvoje sanje? Kaj si pa ti zares želiš? Kaj je tista stvar, želja? Kaj pa? Nekaj več. Ali je lahko še malce vrtam naprej, ali je mogoče odgovor na to vprašanje, ki ste ga zelo plastično zastavili, povezan tudi z materialnimi pogoji, da imaš ti možnost, da se to lahko vprašaš? Materialno je stvar v tem, da dostikrat pogojujemo stvari za materialnimi dobrinami. Ampak jaz vedno vprašam, kaj so pa tiste 3 najbolj pomembne stvari v življenju, ki jih imamo, pa dostikrat pozabimo na njih, ne. Prva stvar, pa vsi mi začnejo naštevati družina, pa otroci, pa mi smo tako na zadnjem mestu, ampak prva stvar je kisik, ki ga imamo brezplačno, neomejenih količinah. Druga stvar se ljudje ne zavedamo, da imamo tekočino, vodo. In tretja stvar imamo, ki je pomembno, spanec, no potem gremo še na druženje in krati potem še na hrano, ne. Ampak 3 stvari imamo brezplačno. In materialno, ja, ok, zagotovo je pomembno, da imamo neko materialno, ampak jaz nisem imel nič. Jaz sem imel dolgove. Meni so lepili na luči gor, da to me je rubež. In v tistem momentu sem se odločil eno stvar, če sem 4-krat naredil, pa če sem to kupil, bom pa kupil še enkrat, pa bom kupil novo, ki bo še co morda boljše, bolj spopolnjeno. In to je bil tisti tudi prelomni trenutek v mojem življenju, ko sem rekel, ok, v redu, tudi če si vse zgubi, in to je tisto dno. Ko se človek dejansko, vse Boris se z mano verjetno strinja, ko se človek preda, surrender, rečeš v angleščini, rečeš, ok, prepustim se ti vesolje, vem, da bo najboljši v tvoji poti, predam se tvoj ego, podzavestni vse te pričakovanja in rečeš, tu sem zdaj, gremo naprej, gremo iz nič, ali pa celo manj kot nič, ne? Jaz začem 2 metra betonu noter, ne? Pa gremo počasi, z malimi koraki naprej, včasih gremo nazaj, kakšen pol korak, ampak vedno baby steps, rečemo temu, ne? Dojenčkovi koraki za naprej. Vedno naprej. In Boris, tudi gibanje Aktivno srce na kvadrat v zadnjem obdobju zelo, zelo intenzivno koraka naprej, ne? Torej, ta vključenost v družbo je iz dneva v dan močnejša in to poslanstvo, to zavedanje postaja sestavni del vsakdanjika. Ja, zelo hvaležen, da se stvari tako razvijajo, ker pri gibanju Aktivno srce vedno poudarjamo tako imenovano organsko rast. Se pravi, da imamo določeno vizijo, absolutno jo imamo. Imamo zdaj ciljev malo manj, zaradi tega, ker cilji so že dokaj stvar preteklosti, ker v teh časih se sedaj vse tako hitro razvija, da tisto, kar je mogoče ta trenutek zgleda aktualen cilj, je že v naslednjem momentu se zgodi nekaj korakov naprej v smeri in to je tisto, ki je človek potem lahko izgubljen. Mi bolj izhajamo iz vizije, ker iz vizije črpamo moč, inspiracijo, motivacijo, energijo in pogum. In tudi, ko smo se prej pogovarjali, mi je bila zelo zanimiva tema, sem upal, da bomo še v tej temi nadaljevali, ne, kar se tiče coachinga. Zdaj tisto ključno, človek v življenju rabi biti kreativen. In to, če v angleščini rečem reason why, razlog zakaj, je izjemno življenjskega pomena. Zakaj nekaj počneš? Ne? Zdaj, če odgovorim na to s starodavnimi znanji, je čisto preprosto, Bog ve zakaj, ker Bog je ljubezen.
Ampak, se pravi, ne govorimo o religioznem Bogu, ampak govorimo o izvornem. Ampak, ko se mi razvijamo, ključno v življenju je ta zgodba, ki jo ima vsak zase, nekaj ga je v življenju doletelo, če temu tako rečemo, da se je sprožila, temu pravim, določena koda, da si začel razvijati oziroma da si postal kreativen. Ker mogoče prej, ker se nismo dotaknili, ko smo bili pa v materialnih sredstvih. Zdaj ta indoktrinacija Hollywooda ali vseh teh zgodbic in zdaj vidimo tisti, ki spremljajo malo novice, da se Hollywood razpada, ne? Ker v bistvu vsa ta indoktrinacija, kaj sreča je v bistvu se je pri njih pokazalo, da to očitno ni sreča, ker imajo neskončno materialnih sredstev. Če recimo, kaj se jaz v Ameriki povem, da sem 37 let že z eno in isto žensko poročen, potem je tukaj že z mano nekaj narobe. Saj v Ameriki to tako izgleda. Kar pomeni, da sedaj na vse na novo vrednotno. In kje je tukaj aktivno srce? V bistvu brezpogojna pomoč sočloveku živali naravi zahteva globje zavedanje. Globlje zavedanje je, da smo mi ena energija v različnih telesih. In če tukaj povzamemo od Vede, Vedante, svetih spisov, svetega pisma, v bistvu vsi govorijo, ne naredi tistega, kar ne želiš, da bi nekdo naredil tebi. Se pravi, ne naredi drugemu, kar se ne želiš, da bi naredil tebi. Zakaj? Zaradi tega, ker mi v bistvu, ko smo pri mislih prej bili, ne, mi avtomatsko, ko nikomu želimo slabo, kaj se v nas dogaja? V bistvu sebi delamo slabo. To je tako, kot bi mi želeli. En zelo tak dober citat je, da bi želeli, kakor da bi mi popili strup in želeli, da umre nekdo drug. To je mogoče simboličen dober primer. Se pravi, mi smo vse te nizke vibracije, razdiralne energije, ljubosumje, strah, jeza, nevočljivost, v bistvu to razgraja nas, oziroma razkraja. In ko se začnemo zavedati, če gremo nazaj, kar se tiče globih nivojev aktivnega srca, mi se tega zavedamo. Da v bistvu življenje je veliko več, recimo še en dober citat je, ravno od Anthony Robbinsa, ki se je rekel, Morda ta čas, da se Boris spomne citat, pa midva, Peter, nadaljujeva. Vse te izkušnje so verjetno botrovale pri vas, da ste se zelo zgodaj odločili, da boste pomagali ljudem, predvsem otrokom. Če skočam, happiness equals, kar nadaljuje? Progress. Progress equals happiness. Happiness, ja. Progress equals happiness. Se pravi, napredek, ko se razvijamo v življenju, je enako sreča. Se pravi, tako kot je že Roy Kroc rekel, ljudje smo kot jabolka. Dokler rastemo, zorimo. Ko prenehamo rast, začnemo gniti. In mi bomo rasli naprej in nadaljujeva zdaj tam, pri tistem prejšnjem vprašanju, ta pomoč otrokom predvsem. To je poleg ostalega poslanstva, je to vam neka vodilo v življenju. Veste, kaj me je dalo misliti? Pa se skozi neke stvari dela v življenju, pa čutiš. Ampak sem bil v Turčiji, s tem smo se pogovarjali, pa je takrat rekel turški vodič, ki nas je vodil, Turk, je rekel, da pač muslimani oziroma ta vera pač reče 10% vsega zaslužka podjetnik ali človek naj bi namenil za dobrodelne namene oziroma za ljudi, kateri dejansko si pa res ne morejo pomagati. In jaz sem takrat si zamislil, da sem rekel, gledaj, podjetje raste, ker sem bil še v drugem podjetju, zakaj pa ne bi določen del sredstev od prodaje, ki jih imamo, pa neki del namenili za otroke iz socialne šibkosti. In takrat smo pomagali otrokom, recimo iz Dornave, ki so pač bili potem smo imeli Črno na Koroškem, smo dali recimo del sredstva ali pa za Božička, potem smo prijeli za Božička vedno ali pa za Dedka Mraza darila v podjetju mojem, oziroma na enem takratnem. Je stvar enostavno v tem, da se mi zdi ta dobrodelna nota, ker takrat se jaz tako dobro počutim.
To je tista stvar občutka, feelinga, da občutiš to, ko vidiš otroka, ko je nasmejan, ne? In zakaj sem se pa če me boste vprašali naprej, zakaj sem se fokusiral na otroke, ker verjetno, ne, se prečujem, da preskakujem vprašanja, je stvar enostavno v tem, da jaz pravim vedno tako, ne, res je, da starši imajo možnost izbora, ne, vedno. Otrok pa v trenutku mogoče res nima. In se mi zdi tako pomembno, da da tudi otroku pomagamo, tako smo pred nedavnim pomagali otrokom, no se to smo še šli, ampak je stvar enostavno v tem, da se mi zdi ta ljubezen, čista ljubezen, brez pomislekov, zakaj, da moram, ne, enostavno se zgodi samo od sebe in to je najlepše. In v teh dneh ravno teče ena taka podobna akcija. Ja, res je. Aktivnem gibanju. Res je, pred nedavnim smo ravno nakupovali, za Maja Trumpa smo pomagali, ne, otrokom in smo nabrali, zdaj se mislim, da 360 otrok se je obdarilo iz socialno šibkih družin, pa iz recimo rejniških družin. Ker veste, jaz vam povedal eno stvar, jaz sem bil v Zvezi prijateljev mladine dve sezoni, pa z društvom Križem rok, pa bil sem v Rdečem križu, ampak ne zna si predstavljati, ko otrok nima. Ko nima. In potem vzgojiteljica meni reče, ta otrok se pa ne sme, ne vem, Lučka pa ne sme iti danes se kopati. Pa moje vprašanje je bilo, zakaj pa se Lučka ne sme iti kopati? Pa ona meni reče, zaradi tega, kaj si lahko misliš, da ima samo ene kopalke, pa bi rada pa bi šla oblečena. Moje vprašanje pa je bilo, kaj si ti razmišljala o tem, da ima samo to? Kaj je za to problem? Da ima samo ene hlačke spodne, da ima samo eno majčko, da ima samo ene kratke hlače, da ima samo ene japonke in to je to. In potem rekla, na koncu, sem gledala, če ima umazan, mogoče se je karkoli se je zgodilo, vse veste, pri otroci se marsikaj zgodi, pri 7 letih, 8, 6, ne, bomo dali pralni stroj, vse imamo pralni stroj, bomo posušili, ni panike. Pa naj se gre otrok kopat, če pa zato je prišel, da nekaj doživi, ne pa da je v sobi zdaj pa kaznovan zato, ker ima samo ene spodne hlače ali pa ene kopalke. In to je tista prelomnica, tudi neko ljudje. In potem je rekla, se vsedla, pa je rekla, Peter, prosim, sedi se, hvala, da si mi to povedal. Res od srca ti hvala. Nisem videla. Ja, se to je velikokrat tako v življenju, da morda kakšne stvari ne vidimo in zato je dobro, da imamo koga, lahko rečemo, učitelja, ki nam odpre malo ta širši pogled, širši fokus. Me pa zanima, pa sprašujem to, oba vajino mnenje, ta brezpogojna pomoč, torej pomagati ljudem, ki so v stiski, ne bojo to otroci starejši. Posebno pride ta občutek pomagati ob koncu leta, ne? Ampak to je lahko tudi velika nevarnost. Kako vidita te stvari? Ne, pravijo, zadnji mesec v letu je najbolj čarobni mesec v letu. Kaj pa preostalih 11 mesecev? Jaz pravim, da je vsak trenutek čaroben. In pomagajmo tam, kjer lahko. Mogoče otroci niti ne znajo izraziti, ker zbori smo se danes v avtoglih pogovarjali, ne, da te mora nekdo prositi za pomoč. Otroci dostikrat še niso na tem stanju, ali pa stadiju, da bi lahko prosili. Pomagamo pa ponavadi tistim, ki nas ne prosijo, ne, pa siljujemo neke svoje ideje, neke svoje zamisli, neka svoja pričakovanja, kako naj bojo, ne. Ampak otroci pa mogoče ne znajo in se mi zdi, da je to ena taka gesta, naš cilj tudi, vsaj moj osebni, da se bomo še prišli do tega, verjetno tudi, je pa dejansko, da naredimo kempe za otroke, kjer bodo otroci našli svojo varnost in to čez celo leto, ni samo december, ni samo zdaj Božič. Božič je pa en simbol, ali pa Dedek Mraz, ne. Dajmo jim pričarati vsak trenutek čaroben. Ampak neke izkušnje tudi oni morajo iti skozi v življenju, da jih se znajo naučiti neke stvari, zagotovo se strinjam, ampak če jim lahko pomagam, in čez celo leto, ni samo zdaj december, ampak decembra zdaj vsi, wow, zdaj pa gremo, zdaj pa akcija pa bomo vtrgali, ne, ja ne gre, ne, včasih. Boris, verjetno se strinjate s to ugotovitvijo, da ni samo zadnji mesec v letu. Kot prvo, ko je rekel, če izhajam iz starodavnih znanj, za odrasle. Starodavno znanje, ko želimo pomagati,
Mi želimo pomagati na osnovi enih svojih vzorcev. In starodavna znanja to vedno pravijo, ali te je ta oseba prosila za pomoč. Tako da to majčkeno moramo bolj razložiti, da se bo razumel v kontekstu aktivnega srca na kvadrat. In v večini je odgovor, ne, ni me prosila. In naprej odgovor je potem zaupaj, da bo ta oseba dobila pomoč oziroma izkušnjo točno tako, ki jo potrebuje. To je, kar se odraslih tiče. Kar se tiče otrok, ja, otroci so izjemno ranljiva skupina. Jaz recimo doživljam nov preporod, sedaj, ko imam vnučka 3 leta pa pol starega, ko se igram in ko vse te trenutke, ko vidim, kako sem vzgajal svoje otroke, ker pač vnučka mi ni treba vzgajati, ne? Ko vidim, kaj smo mi svojim otrokom naredili, kakšne vzorce smo jim prenesli. In mi, če se začnemo zavedati epigenetike, se pravi, to sem enkrat že objasnil, kakšen je to mogočen proces, ko sebi dvigneš stopnjo zavedanja, stopnjo znanja, da ko je bilo omenjeno od Petra, ko generaciji nazaj gremo, živimo ali karkoli, mi s tem zavedanjem lahko prekinemo ta tok te indoktrinacije pri otrocih, ker se zdaj ta še toliko bolj intenzivna. Potem, sedaj mi na misel prišel, da sedaj imamo v aktivnem srcu tudi prvo šolo, otroke, ki delujejo kot aktivno srce na kvadrat. In kar je najlepša novica o teh otrocih, ste že imeli oddajo iz Škofje Loke. Res je. Ja. Res je. In zelo pozitiven odziv občestva je bil. In oni sedaj organizirano hodijo v dome ostarelih in pomagajo, navdihnejo na različne načine, od tega, da zapojejo kaj, da pomagajo, da rečejo toplo besedo. Tako da tukaj imamo še zelo veliko projektov, o katerih ta trenutek ne bi govoril, ki so res tisto, kar ti da res en globi smisel življenja oziroma ti usmisli življenje. Pri tem je zdaj treba vedeti, ko sem omenjal že 2-krat prej to besedo indoktrinacija, mi v življenju lahko napredujemo, ne? Ko sem prej iskal ta Robisov citat in so ga potem skupaj skreirala, povedala do konca, ne? Mi lahko v življenju napredujemo na 2 načina. Eden je trpljenje in bolečina. Večinoma to ne znamo drugače, kot da nas mora nekaj okoli ušes, se pravi, da trpimo in občutimo bolečino. Lahko pa skozi radost in navdih napredujemo. In tisti moment, če se vrnemo k mislim nazaj, ko se mi začnemo zavedati, da imamo 60 do 70 tisoč misli dnevno, kar smo že omenili v prejšnji oddaji, od tega jih je 90% enakih kot dan pred tem, od tega jih je 70% negativnih, ko se mi začnemo zavedati teh notranjih monologov, teh zgodbic naših staršev, starih staršev, okolice, kulture, politike, česarkoli pač, in postavimo sebe na prvo mesto, ker je za velikoga, marsikoga bogoskrunstvo, postaviti sebe na prvo mesto in se začne zavedati, da smo mi ta temeljni kamen. Se pravi, da je ta naš srce tisto bistvo. In v tistem trenutku se zavemo, da ne moremo, to, kar vam bilo zadnjič zelo všeč, ne moramo dati ničesa, kar nimamo, če ponovimo. In zato je tisto ljubezen do sebe na prvo mesto. Tako smo tudi zadnjič zaključili oddajo. In ko sebe postavimo na prvo mesto in ko nekje vzpostavimo ta ljubeč odnos do sebe, potem to, ko to postanemo, to potem lahko dajemo naprej. In to se potem širi in to je tisto, ko rečemo, imamo nizko vibracijo, jeza, ljubosume, nevošljivost, strah, visoko vibracijo, radost, igrivost, hvaležnost, spoštovanje, ljubezen. Zato pri nas ne ločujemo na pozitivno in negativno. Ker če bi zdaj, da bi lahko o tem govorili, kaj je pozitivno, negativno, bi mogli priti do konca življenja in potem bi pogledali na svoje življenje nazaj in v končni fazi ugotovili, da je vse moralo biti tako, kot je bilo. Ker ljudje veliko krat se vprašajo, recimo na coachingih, joj, če bi pa jaz to vedel 30 let nazaj. Recimo,
pač v coaching, recimo, ti si investiral v Ameriki ogromno denarja v coachinge, kolikor vem, so bili samo posamezni programi po $30,000, ne? In ljudje to v Sloveniji, glede na to, da se že od 89 leta s coachingom ukvarjam, še vedno ne morejo razumeti, da investicije vase še vedno prinaša najboljšo obrestno mero. In v končni fazi to tisto, kar je ključno, ker več investiraš vase, več lahko daš. Recimo en zelo dober starodavni citat mi je všeč: imej veliko vsega, da boš lahko veliko dal. Zelo dober citat in vse to, kar ste, Boris, sedaj zelo plastično povedali, imamo tukaj. Torej, Peter se je v nekem danem trenutku, ko je prišlo tisto pravo sporočilo, odločil in je dal sebe v prvi plan in imamo dokaz, da se iz popolnega nule, popolnega podna, grd slovenski izraz, da doseči ogromno. Peter, svet se nahaja v zelo turbulentnem času prehoda. Staro umira, novo nastaja, vi imate bogate poslovne, osebne, mednarodne izkušnje. Prej ste omenili eno fino vizijo, načrt, željo. Moje uho je ujelo kamp. To mi je bilo všeč. Povejte. Jaz sem se že takrat, ko sem bil zadnjič v Rdečem križu, sem se odločil, da zakaj pa mi ne bi mogoče nekaj naredili malenkost drugače. Ne? In kaj to pomeni, da bi otrokom ponudili v teh kampih tudi to, da so lahko zares oni. Vse ne rečem, da se ne, zdaj vsem spoštovanjem in hvaležno za tudi Rdeči križ, Zveza prijateljev mladine, ampak zakaj ne bi otrok tja prišel pa izrazil svoje poslanstvo, zakaj je on sploh tu, kaj je njegova namera, kaj on si želi, zakaj bi ga silil v nogomet, če pa bi rad, ne vem, Miha risal. Da bi našli in tudi seveda potem, da se otrok holistično obdela, da izrazi svoje mnenje. Jaz vam povedal odkrito, da smo imeli psihologinjo eno leto zraven, ne, in je najbolj so bile v te obiskane delavnice psihologije, pa akrojoge, pa masaže, ne, in to otroke tako strašno zanima. No, in se mi zdi tako pomembna stvar, da pride tja, da je res lahko on, hkrati se počuti varnega, hkrati lahko izrazi svoje, kaj si želi, pa tudi, da na koncu najdemo skupno neko stvar. Kaj je tista stvar, ki bi jo tudi v življenju morda želel naprej početi? Jaz pravim vedno, ne, otroci bojo enkrat postali starši. Res je pa tudi to, da v tovrstnih pogovorih je vedno tako, ne, da ura teče, pa nič ne reče, pa kakšno stvar dodamo, kakšno začutimo, brez da izgovorimo, bomo prihodnič in počasi bomo ta trikotnik današnji zaključili in sicer vam dam za zaključek pa izhodišče, zakaj je pomembno, da je človek pripravljen del sebe dati, deliti širše skupnosti. Zdaj, prva misel, ki se mi je utrnila, je tako imenovani koncept minljivosti. Mi se sploh ne zavedamo, takole bo minil to naše življenje. In dajmo probati v tem življenju videti dober, delati dober, biti dober. V tem kontekstu sem se spomnil sedaj na Franci Pliberška, Mik Celje, prijatelja, ki nas je zapustil. On je, ko smo govorili o kempih, on je po nekaj 100 otrok letno peljal na morje, ki se tega niso mogli privoščiti. Torej, zavedajmo se, da tukaj, ko smo, ta koncept minljivosti, da to bo res hiter minil. In dajmo te trenutke se jih zavedati, vsak trenutek posebej in biti hvaležen za njega. Se zavedati te milosti, da v tem telesu lahko izkušamo vse to, kar izkušamo. Ker glede na to, da smo energijska bitja, pa če ne bi bilo fizičnega telesa, ne bi tega mogli izkušati.
Bi pa dodal še to, že več kot 20-30 let govorim, dva bosta na polju, drug v drugem, eden bo ostal, drugi bo vzet. In to je sedaj, po domače rečeno, simbolično rečeno. Lahko smo z nekom na 2 metrih skupaj, pa je eden v stopni zavedanja v nebesih, drugi pa v peklu. Peter, kako bi vi zaključili ta naš pogovor, ko smo bili gor, pa smo padli fejs dol, pa smo spet prišli gor? Stvar je v tem, da predno to misel izpopolnimo do konca, je stvar, da se sploh ne zavedamo stvari, da je samo zdaj. In zdaj je ta trenutek, ko imam možnost sedeti z gospodom Borisom Venetom, eminenco. Jaz sem ogromno kavčev dal v svetu skozi. Ogromno ljudi spoznal, ogromno ljudi dal, preštudiral. Ampak eminenca in v čast mi je, hvala Boris še enkrat, da mi pomaga, da mi pomagate na tej poti, se mi zdi tako pomembna in zavedanje, da je samo zdaj. Kaj je bilo, je bilo. Lahko sprejmem trenutek, lahko pogledam na to in vsak dogodek, ki se mi je v življenju zgodil, je neutralni, zero, nič. Jaz sem dodal negativno oziroma nizko vibracijo ali visoko vibracijo temu dogodku. Jaz, oziroma niti ne jaz, moji programi, če gremo na to. Ne? Zdaj, kaj bo v prihodnosti, ne vem. Ne vem, če bom jutri, ne, to peščena ura lepo prikaže. Ne? In ta minljivost, kot je Boris povedal, ne vemo, če bo. Daj bodimo hvaležni za zdaj, kaj imamo, da lahko zdaj tu sedimo, se lahko pogovarjamo, imamo kozarec vode pred sabo, pa na koncu pozitivno, bomo rekli, temu visoko vibracijo in da se zelo dobro počutimo. No. Spoštovana gosta, jaz sem vam hvaležen za te zanimive misli. Dodali smo v ta mozaik mesečnih svetovalnih oddaj zopet neko novo paradigmo, novo razmišljanje, samo z enim ciljem, da bo vsem nam, tej družbi, bolje. Hvala za to, da se trudite za to. Še enkrat hvala za vabilo. Enako hvala za vabila. Vam, cenjeni, pa hvala, da ste spremljali še eno takšno pozitivno zgodbo, kajti le to je prava smer v našem vsakdanu. Lahko noč.